Na današnji 16. seji Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bila osrednja točka poročilo o plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Gre za tematiko, ki jo ta svet obravnava vsako leto. Žal pa smo tudi letos ugotovili, da tu ni pozitivnih premikov na tem področju, predvsem zaradi tega, ker je nujno potrebno spremeniti nekatere predpise na tem področju. Mi smo že lansko leto ob obravnavi te tematike opozorili vlado, predvsem Ministrstvo za finance, da je potrebno pristopiti k sprejetju enotnega predpisa oziroma zakona, ki bo urejal plačevanje in nadzor nad plačevanjem za socialne prispevke v celoti, ne samo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar žal do premika ni prišlo. Letos smo dobili odgovor od Ministrstva za finance, da se strinja z našo pobudo, vendar žal vsebinsko ni bilo narejeno, opozarjajo pa na nekatere težave. Zato smo letos, torej danes na seji sprejeli sklep, da pozivamo tako vlado kot 3 ministrstva za zdravje, za delo, za finance, tudi državni zbor in tudi ekonomsko-socialni svet, da pristopijo k spremembam področnih zakonov in potem tudi k oblikovanju in sprejetju enotnega zakona, ki bo uredil. Katere težave se pa pojavljajo? To področje. Ja, pojavljajo se težave predvsem v tem, da ni pravih učinkovitih sankcij za delodajalce, ki tukaj torej ne plačujejo in ne opravljajo svojih obveznosti, ki jim nalaga zakonodaja. Kar pomeni, imajo delavce zaposlene, ne plačujejo za njih prispevke. Ugotavljali smo tudi danes iz poročil, da celo v primerih, ko tudi ne plačujejo plače, je potem prenos na drugo inšpekcijo za delo. In seveda tukaj je kar nekaj možnosti, da se delodajalci kar spretno izmikajo tem svojim obveznostim in zato je seveda nujno tukaj treba narediti korak naprej, saj na koncu so tisti, ki največ izgubijo danes zaposleni delavci, ker ko odhajajo v pokoj, ugotavljajo, da prispevki niso plačani, dejansko pa danes, če povem po domače, ta denar pobašajo v žep njihovi delodajalci. Tako da upamo, da bo naslednje leto poročilo tukaj boljše oziroma da se bo stanje spremenilo. Tisto, kar se mi zdi vredno pomembno omeniti, je to, da smo danes obravnavali tudi poročilo o delovanju Zavoda Vzajemnost. Namreč Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pa Zveza društev upokojencev izdajata svojo revijo, ki ima naziv Vzajemnost. Gre za zelo kvalitetno obsežno revijo, ki izhaja kot mesečnik in je dejansko čtivo, ki bi ga praktično vsak upokojenec moral poznati in pa prebrati. Mi smo ugotovili danes, da gre za vsebinsko zelo dobro revijo, ki prinaša obilico koristnih informacij in nasvetov upokojencev na različnih področjih, tako zdravstva, rekreacije, kulture, letovanja in tako dalje in tudi na področju predpisov iz tega področja. In smo seveda tudi pozitivno ocenili delovanje sveta zavoda, tega zavoda in pa tudi same revije. In pa seveda priporočili upokojencem in pa organizacijam njihovim, da naredijo vse, da bi čim več upokojencev bilo naročnikov te revije, ki je cenovno seveda zelo nizka, praktično izstopa v slovenskem prostoru po nizki ceni in dejansko tudi z tega naslova ni nek problem, ki si ga upokojenci, torej znesek, ki si ga upokojenci ne bi mogli privoščiti. Vsako leto je pač, ko dobimo v državi ustrezne podatke za preteklo leto, svet zavoda sprejema sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi in pa zgornjih mejah za izplačilo vdovske pokojnine. Tukaj gre za pač čisto tehnične sklepe, ki so pač vezani na neka gibanja plač v preteklem letu. A je bilo v tem sklopu rečeno oziroma je eden izmed članov sveta vprašal, kako to, da imajo ženske večje pokojnine kot moški v zadnjem času? Da, danes je prišlo do zanimivega vprašanja in tudi delno razprave. Namreč mi v tej državi ugotavljamo, da med aktivno populacijo imajo moški nekoliko višje plače za ista opravljena dela
kot ženske in so dejansko ženske diskriminirane. Obratna zadeva se pa zgodi takrat, ko se ljudje upokojijo, takrat pa imajo za dejansko iste osnove, od istih osnov višje pokojnine ženske in tudi bistveno dalj časa jih koristijo, ker je njihova življenjska doba daljša, tako da je prišlo do zanimive razprave, ampak moram reči še nekaj. Pri tej točki je prišlo tudi do pobude oziroma do predloga članice sveta Lučke Bemove iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki dejansko opozarja na to, da sedanja najnižja pokojninska osnova prinaša višino pokojnine, ki ne omogoča preživetja, torej je pod pragom revščine. Danes je sicer svet ni sprejel pobude za to njenega predloga, da bi se ta prag dvignil, ampak vsekakor smo pa ugotovili, da je bližnja prihodnost, ko se bomo seznanili tudi z belo knjigo in tudi z rezultati raziskave, ki jo bo izvedel zavod na podlagi sklepa, ki smo ga sprejeli že v preteklem letu, kjer bomo ugotavljali stanje revščine med upokojenci in takrat bo vsekakor ta tematika spet prišla na naš dnevni red in bomo ponovno razpravljali o teh zadevah. In pa še nekaj, svet je danes tudi sprejel sklep o razpisu sredstev torej za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev. Svet, torej ta zavod nameni vsako leto kar nekaj sredstev za ta namen, ki se seveda zelo koristno uporabijo v organizacijah upokojenskih, tako v društvih, kakor tudi sindikatih upokojencev. Gre za znesek cirka 193.000 evrov, ki jih nameni ta zavod za te dejavnosti in ta razpis bo kmalu objavljen v uradnem listu. Zato seveda pozivam te organizacije, naj bodo pozorne, da bodo lahko pravočasno prijavile svoje vloge.